Sikstinski kapeli se zberejo kardinali, ki so mlajši od 80 let. Eden od njih bo postal papež. In dokler papež ni izvoljen, kardinali ne smejo imeti stika z zunanjim svetom, zato sabo ne smejo imeti niti telefona, niti računalnika, prav tako ne smejo gledati televizije ali poslušati radija. Vsak kardinal na listek spremenjeno pisavo napiše ime tistega, ki ga predlaga za papeža. Listek odda v skrinjico. Tako ime tistega, ki ga volijo, ostane skrivnost. Vsa imena preberejo na glas in glasovalne listke s šivanko nanizajo na nit. Papež postane tisti, ki dobi 2/3 glasov in še enega zraven. Če nihče ne dobi dovolj glasov, papež ni izvoljen. To novico sporočijo tako, da listke sežgejo s posebno kemikalijo, zaradi katere se skozi dimnik pokadi črn dim. Volitve ponovijo. Glasovanje lahko poteka 4-krat na dan. Če kardinali papeža ne izvolijo niti po 34 glasovanjih, postaneta kandidata za papeža samo tista 2 kardinala, ki sta v zadnjem krogu glasovanja prejela največ glasov. V novem krogu ta kandidata ne smeta več glasovati. Ko je papež izvoljen, glasovalne listke sežgejo s kemikalijo, zaradi katere se skozi dimnik pokadi bel dim. Ta ljudem sporoči, da so dobili papeža. Izvoljenega kardinala vprašajo, ali sprejme izvolitev in kakšno bo njegovo papeško ime. Novo izvoljeni papež si nadene papeške obleke in blagoslovi množico.